Na sončno nedeljo so obiskovalci Černetovega kozolca lahko poglobili znanje o ajdi, ki je na Slovenskem priljubljeno žito in se uporablja v kulinariki ter zeliščarstvu. Obiskovalci so spoznali, kaj vse nudi ajda za kvalitetno prehrano in nekaj njenih izdelkov tudi poskusili. Lani je bilo leto prosa, letos je bil pa, mislim, da je bil dan ajde v septembru, ne vem točno kjer dan, pa tudi malo menjamo stvari, v bistvu, da predstavljamo tiste starodavne rastline, ki izginjajo, ki bi pa lahko imeli večjo veljavo, in mi pomagamo s tem dogodkom, da do te veljave pridejo. In kaj vse so te dobre lastnosti ajde? Veliko ste prej povedali o tem. Ja, ajda je res ena enkratna rastlina, enkratna predvsem v smislu, da vsebuje samo ajda ruten, ki je v bistvu zdravilen za ožilje, tako da vse jedi iz ajde dobrodelno vplivajo na naše ožilje, na krčne žile, na čiščenje žil, jih naredijo elastične, se pravi smo zdravi, lahko bi imenovali recimo ajdov čaj protiinfarktni čaj. Predvsem pri čaju je ta vnos dosti intenziven, ker nabiramo ajdove cvetove. Namen prireditve je obujanje starih kmečkih običajev. Letošnja tema je ajda, lanska je bila proso in obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili tudi vsem njenim značilnostim. Prireditev je popestrilo tudi petje zbora Srebrne zvezde in prikaz pridelovanja ter mletja ajde. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno ajda, mislim, da dobiva v kulinaričnem smislu vedno večji pomen, da dobiva na kvaliteti, da dobiva pri ljudeh nek pomen, pa naj bo to kruh, ajdov kruh z orehi, ajdova kaša na tisoč in en način. Mi jo danes pripravljamo z gobicami. Ne vem, se mi zdi, da ajda je dejansko res tisto čudovito žito, ki je neka cvetka, bi lahko rekla, ki ne zahteva veliko za to, da nas obdari, lepo cveti, lepo diši, kar si lahko tudi s čajem se lahko prepričate, in predvsem ne rabi za vse to, kar nam daje, pa popolnoma nič veliko. Je zelo nezahtevna žitarica, v najbolj skromnih razmerah je sposobna vse to, kar sem omenila. Dišalo je po odlični kulinariki, in ker se ajda uporablja v slovenski kuhinji že stoletja, v svojih zapisih jo je omenjal celo Janez Vajkard Valvazor, so obiskovalcem ponudili širok nabor jedi. Danes imamo pa ajdove žgance s kislim zeljem pa ocvirki domačimi, potem imamo pa ajdovo kašo z gobami, potem imamo pa tamle še štrukle ajdove. In že kar nekaj obrokov ste podelili, kakšni so odzivi? To morate pa tam vprašati, kar dajte kakšne, ampak mislim, da so dobre. Noben, če je prišel kdo nazaj, je prišel porepete, noben ni prišel kritizirati, tako da bo v redu. Kako pa si vi najraje privoščite ajdo? Kako? Na kakšen način si najraje privoščite ajdo? V obliki žgancov ali pa v obliki ajdove kaše. Moram reči, da obožujem ajdov kruh z orehi, obožujem tudi ajdovo kašo, ajdove žgance pa tako ali tako. Jaz mislim, da je to res neka stvar, ki si jo lahko privoščiš za zajtrk, za neko malco, za karkoli, da pa ne govorimo o ajdovih štruklih. To je pa sladica, ki je kraljica. Ja, jaz imam še zmeraj najrajši žgance. Malo cvirkov gora, seveda, to je za velike fante so žganci, za mladino je mleko. Predvsem me pa tudi zelo paše, ko mi žena naredi ajdovo kašo. Seveda mora biti noter dodatki, kakšna zelenjava, tret, četrt, mogoče celo kakšna riba, gobice, in to je super jed. Obiskovalci so si lahko brezplačno vzeli tudi kuharsko knjižico, kjer so spisani številni recepti za pripravo te zanimive žitarice, ki je k nam prišla iz Kitajske.